Papež Frančišek je med jutrenjo mašo v kapeli doma svete Marte 6. decembra dejal, da kdor ne pozna božje nežnosti, ne pozna krščanskega nauka. V središču homilije je bil evangeljski odlomek o izgubljeni ovci in veselje ob misli, da nas Gospod nikoli ne neha iskati. Vse naredi, da bi nas rešil, je pojasnil papež Frančišek. Ne prihaja, da bi nas obsodil, ampak da bi nas rešil. Išče vsakega posebej, osebno nas ljubi, ne ljubi nerazločne množice, ljubi nas po imenu, ljubi nas takšne, kakršni smo. Izgubljena ovca se ni izgubila, ker ne bi imela kompasa v roku. Dobro je poznala pot. Izgubila se je, ker je imela bolno srce, oslepljeno z notranjo razdvojenostjo. Ubežala je, da bi se oddaljila od Gospoda, da bi nasitila notranjo temo, ki jo je privedla do dvojnega življenja, biti v čredi in pobegniti v temo. Gospod pozna te stvari in jo gre iskat, je zatrdil papež in dodal, da mu to Gospodovo držo do izgubljene ovce pomaga razumeti Gospodova drža do Juda. Ko Jezus najde izgubljeno ovco, je ne užali, četudi je storila veliko slabega. Na Olski gori Judo imenuje prijatelj. To so božja ljubkovanja. Kdor ne pozna Gospodovega ljubkovanja, ne pozna krščanskega nauka, je poudaril sveti oče. Kdor ne pusti, da bi ga Gospod ljubkoval, je izgubljen. To je veselo oznanilo, to je iskreno veselje, ki ga danes želimo, to je veselje, to je tolažba, ki jo iščemo, da pride Gospod svojo močjo, kar pa so njegova ljubkovanja, da nas najde in reši in nas kakor izgubljeno ovco odnese nazaj k čredi svoje cerkve. Papež Frančišek je homilijo sklenil z molitvijo, naj nam Gospod da milost, da bomo Božič pričakovali s svojimi notranjimi ranami, svojimi grehi iskreno priznanimi, da bomo čakali moč Boga, ki nas prihaja tolažiti, ki prihaja z močjo, vendar pa svojo močjo nežnosti in ljubkovanja, ki prihaja iz njegovega srca, ki je tako zelo dobro, da bi dal življenje za nas. Che ha dato la vita per noi.